pozdravljeni v vijoličnih novicah iz studia Berek. Z mano je nocoj Sven Šoštarič-Karič. Sven, vse ok? Vse super. Super? Vse štima. Na začetku priprav nekaj ni bilo ok. Ja, na začetku priprave je bilo malo težav v trebuhu, kar se je vleklo že nekaj časa. Pa sem rekel, da bom raje prvi teden malo spočil, popravo in zdaj vse ok, tako mora biti. V Turčiji si prvič. V Turčiji sem prvič, ja. V Turčiji sem prvič, skozi smo prej hodili v Umag in zdaj prvič v Turčiji in zelo lepo, moram reči. Bi bližano dopusem? Bi, normalno. Po zimi, v takem vremenu, takoj. Takoj, ne. Ja, vremena zaenkrat res služi, tu se moram s Svenom strinjati. Tvoja kariera je na nek način podobna karieri tvojega očeta, ne? Se pravi, ti si se šel malo naokoli, tudi si bil v Angliji, tako on se vrnil nazaj v Maribor. Si ti podoben svojemu očetu, mislim, ok, oba sta levičar, oba imata dobro levo nogo, ti si višji od njega. Si tudi temperament je podoben ali je pri tebi malo manj gre v rdeče? Kaj misliš? Vsi pravijo, da smo si ful podobni, mislim, moram se strinjati, vseeno je genetika nekaj posebnega. Ja, mislim, da vseeno sem te fejst močne strasti očeta dobil, zdaj pa dobil sem pa tudi to srečo, da imam pa glavo od mame. In tako da se zgodi, da pride kdaj na plano to očetovo DNA, bi rekli, ampak večkrat se probam z glavo usmeriti v ene stvari in ne tako reagirati z srcem. Seveda pa moramo oba povedati, da je bil ata odličen nogometaš in da smo vsi tudi takrat držali pesti za njega, kot zdaj držimo za tebe. Nogometna družina, se pravi, razen mame, ki je verjetno posredno v nogometu normalno, je tudi tvoja sestra Tija nogometašica in to zelo dobra. Ja, moram jo zelo pohvaliti. Res je, zdaj je naredila en korak naprej v članskem nogometu. Prišla je v ekipo Beltincev, za katere vemo, da so najboljša ekipa v Sloveniji, lahko dosegajo največje dosežke, kar se tiče ženskega nogometa in bi lahko tudi rekli, da mogoče bo celo boljša od mene in očeta. Tija te spremlja na tekmah, ker smo že videli na tribunah. Ti kdaj spremljaš Tijo? Imaš čas, najdeš čas? Če nimam tekem, gremo pogledat vsi, sploh če igrajo blizu. Do Murske, kaj je, 45 minut, tako da ni kaj daleč, če pa igrajo kje druge, pa bolj poredko. Je pa ata tudi v ženskem fuzbalu, po novem, od nedavnega. Od nedavnega je trener Beltincev. Dober korak za njega, bi rekli, v njegovi trenerski karieri. Upam, da mu bo uspelo in z njegovimi uspehi bo tudi uspešna Tija. Je zdaj kaj manj kritičen do tebe, ko trenira ženska, ali je vajen odnos ostal tebi? Ne, še vedno je isti ata, isto vse, kaj ni v redu, pove tisto, Najprej, kaj je. Ja, prvo je vedno to, kaj pa je dobro, pa raje ne omenja. Danes je bila odigrana tudi tekma proti Slaviji Sofije, končni rezultat 1-1, pa si najprej pogledamo najzanimivejše trenutke te tekme. Tretje prijateljsko srečanje Maribora pred začetkom spomladanskega dela sezone. Nasprotnik, petouvrščeni bolgarski prvoligaš Slavija iz Sofije. Vijoličasti so znova ekspresno povedli. Akterji akcije za 1-0 pa Tolić, Iličić in Vipotnik, ki je zaključil akcijo s strelom po tleh iz 20 metrov. S tem Vipotnik nadaljuje izjemno učinkovitost iz jesenskega dela, zadel je tudi na vseh treh pripravljalnih srečanjih doslej. V nadaljevanju spremljamo izenačeno srečanje. Za Bolgare je zapretil Ahmedov,
Za Maribor pa je z volejem poizkusil Miličić, a po le nekoliko previsoki podaji Guerika ni najbolje zadev žoge. V zadnji akciji v prvem polčasu je po dolgi globinski podaji Vipotnik stekel proti vratom, vendar so tekmeci uspeli preprečiti zaključek akcije. V drugem polčasu smo videli veliko menjav na obeh straneh. Na golu je Juga nadomestil Pridgar, ki je v 52. s krasno parado ustavil strel Ahmedova z glavo. Izjemna poteza mladega mariborskega vratarja. Slavija je pred koncem srečanja uspela izenačiti. Po gneči in neuspešnem izbijanju vijoličastih po podaji iz prostega strela je po tleh zadev izenačil Dimitrov. Zadnjo priložnost na tekmi je imel Sirk po prodoru Sikoška. Tokrat se je med vratnicama izkazal Vucov. Vijoličasti so srečanje začeli z eno, končali pa z drugo enajsterico. Priložnost je bilo 22 igralcev. Vijoličasti nadaljujejo priprave s srečanjema proti najboljšima ukrajinskima kluboma Šahtarju iz Donjecka in Dinamu iz Kijeva. Pa dobro, prvi polčas smo dobro stali, dobro se branili, nismo pustili nobene šanse. Na začetku smo zabili gol, kar je dobro za samozavest. Potem smo si pripravili tudi nekaj priložnosti, ampak tekma je bila gor dol, tako da dosti laufanja je bilo. Glavno je pa to, da nismo uštili dosti priložnosti. Sven, igral si danes, kakšni so občutki? Super, moram reči, da po poškodbi je bila to ena daljša minutaža. Bilo je vse ok, kar se pa tiče ekipe, pa je samo za pohvaliti. No. Mislim, da smo taktično stali zelo dobro in upam samo, da bomo to lahko raztegnili čez celih 90 minut. Najslabša stvar danes je vsekakor poškodba Tolića. Ja, absolutno. Mislim, da je prišlo do enega zelo nesrečnega spleta okoliščin. Zdaj upam, da ne bo kaj prehudega, da bo Marko čim prej z nami in upam, da lahko spet zmagujem z njim. To upamo tudi mi. Nekaj fotografij smo tudi za tebe uspeli dobiti, mislim, to ni bila tako strašno težka naloga. Najprej bi taksnih razdelil po nekih sklopih, ker jih je kar nekaj. Najprej bi pač pohvalil, da negujete ljudske običaje, namreč prvo bomo šla na pust, ne vem, da si zelo radi so te našemli. Kako bi pokomentiral to? Tu si zmaj, ne? Zmaj, ja, bil. Ja, mi smo redno, ko smo še hodili, ko smo še bili mali, smo dosti hodili na Ptuj in tam to gledali pustno povorko in seveda, kot otroci, vsak se rad našemi in vsako leto je bilo nekaj drugega. To leto je bilo Ata, tu bil maskiran? Ja, mama in ata sta se oba maskirana, ampak mislim, da nista bila zmaja. Tukaj? To pa je ena stara slika. Stara. Kaj tu predstavljaš točno? Bi rekel Miško. Miška, ne? Miška, ja. Miška s sladoledom. Miška s sladoledom. Tu še zgleda, da jem lepo, sicer drugače sladoled je šibka točka. Ampak. In pa tretja še, tu pa si Vsem, od 1 od 4. Kako so že? To jaz tebe vprašam, ker jaz tudi ne vem. Ne vem. Jaz tudi ne vem. Kako so režija, telebajski? Telebajski so točno, ja, nisem. Eno telebajsko. Eno telebajsko, ja. Tudi lepo. Ker dosti hobijev si imel, kot mlad fant, smo videli. Ja, dosti. Moram reči, da smo dosti časa kot mladi preživeli veni. Na ulici, doma, dosti smo se ukvarjali z drugimi športi in moram reči, da ena izmed ljubših stvari, kar smo rada z očetom počela, je, da smo šla v Rače in tam lovila ribe. To Ata še zdaj rad dela. To Ata še zdaj rad dela in... To bomo malo pogledali, tvojo kariero ribolovno, tu še nisi imel palce, tu zdaj ne vem, ali si vabe lovil, to kaj je Ata pol kedro, ali si za ribe imel vem vlačiti, ampak to so zgodnji tvoji začetki. Ta druga, tu že imaš palco. Ja, to... Sicer je bambusova, ampak... To so te klasične palce, ko si jih dajo pa...
Pa riba. Pa samo vleči, ne. Ta pozna, pa to pa ni tako stara slika. To ne, to pa je bilo, mislim, da celo slikanje za koledar, če se ne motim. Za koledar. Ja, Ribiški? Ribiški. Domači ribiški. Taekwondo, ali kaj je to? Taekwondo, ja, taekwondo. To si treniral? Treniral, kar nekaj časa, moram reči, mislim pa, da celo pri Tomažu Baradi. Super. Ena še, in to si verjetno gledate, ne? Na tribuni Ljudskega vrta, šal in pa hamburger, za pivo si premali, tako da. Je bil verjetno sok zraven, ampak ljubezen ostaja ena in edina. Si že kot otrok začutil Ljudski vrt in to je super. Kak smo kaj s kuhanjem, vidva? Kuhanje je bila ena tabu tema za mene, preden sem šel v Anglijo. Potem pa po tistem obdobju v Angliji pa je postala kot ena druga ljubezen. In v kuhanju ful uživam, mi je zelo fajn in zdaj sicer malo manj, ko sem spet v hotelu Mama, ampak upam, da bom začel spet s to kulinariko. Pa poglejmo, kako se bo Sven lotil naloge v kulinaričnem kotičku. Sven, pohorska omleta. Pohorska omleta je ena naših najljubših sladic. Mama jo celo rada dela doma. Pri tem pomaga Tija, kar mislim, da je tudi celo skoraj da na istem nivoju kuhanja kot mama. Super. Tako da mala zna kuhati, bi rekli. Bi znal narediti pohorsko omleto? Iz glave. Veš, kakve so sestavine približno? Jaz bi rekel, da začnemo z moko in jajci. Bravo. Ker je sladica, bi dali sladkor. Potem damo to v pečico, čakamo, da se masa segreje. Narejemo testo, skupaj ga damo, pa damo nadev, kakega si pač zaželimo. Tu je ful pomembno pri pravi pohorski omleti, da je brusnična marmelada, torej brusnice. Ljudje davajo vse vrste sadja, jagode, banane, to več ni pohorska omleta, ampak čestitam, ja, to je to. Zdaj, če bi dobil sestavine, bi vsekakor znal narediti, kar je pohvalno glede na tvoje leta. Če je bilo okusno, pa je bilo drugače. Dobro. Drugo vprašanje. Čas je za našo pantomimo. Tokrat sta v glavnih vlogah Marko Božič in Luka Božičkovič. Ne. Jaz sem rečim, ne? Ja, kažem. Ja, tebi kažem, ko je to. Ono, pokažem. Vule. Vipi. Buco. Krona. Meno. Jug. Samo. Mare. Amičo. Skole. Mitar. Watson. Ja. Repas. Pa znam je odmah, brate. Ne, tako je. Na uskom prostoru igra. Vezni, ja, pa tako. Sven, po poti se ti je nek, bom rekel, neugoden za tebe pripetljaj na potovanju zgodil, nekaj si izgubil, ne? Sicer tudi izgubljaš stvari, ali? Ne, moram reči, da pri tem nisem tak.
Nisem tak, no. In to je bilo pa res slučajno. Zgubil sem termosko za čaj. Termosko začaj. Termosko za čaj. Zdaj, sicer ne vemo mi, kako si imel, ampak mi smo tu šli v trgovino, smo kupili eno tako cute animal, tudi živali imaš rad. Tako da, mogoče ni tako dobro, kot si ti imel, ampak sigurno ti bo zdaj prav prišla. Nam pa še ostalo nagradno vprašanje za 6 stopnic za derbi v Ljudskem vrtu 19. februarja proti Olimpiji. In sicer je vprašanje vezano na našo trenutno državo, in sicer Turčijo. Prva evropska tekma sezone proti Šahtjaru iz Soligorska ni bila prva evropska tekma Maribora na turških tleh. S kom so se vijoličasti prvič pomerili v Turčiji? Vprašanje bo na naši Facebook strani, tja lahko tudi odgovarjate. To je za danes vse. Sven, hvala ti, bil si super sogovornik, želimo ti priprave dobre, uspešne, da boš dosti igral in predvsem brez poškodb. Hvala lepa.